zdravstvenem sistemu pravzaprav, katere pojme v zdravstvenem sistemu pravzaprav uporabljamo, zakaj so in kaj ti pojmi dejansko pomenijo, ker si v preteklosti sem zasledil, da se kar pogosto z njimi manipulira in pravzaprav javnost niti ne ve dobro, kaj ti pomenijo. In na koncu predstavitve bi vam rad še podal pravzaprav naše predloge, ki smo jih v preteklih 5 mesecih pravzaprav neprestano skušali skoordinirati z zavarovalnico, pa žal to ni bilo mogoče, zaradi tega, ker pravzaprav ni bilo z njihovi strani odzivanja interesa. Prišli tudi v tem meri, da je pravzaprav tudi Ministrstvo za zdravje zavarovalnice pozvalo v komunikacijo z nami, vendar tudi na ta poziv ni bilo odziva, se pa obeta zdaj, po tej novinarski konferenci, sestanek v prihodnjem tednu, ko so določene stvari mogli bile že sprejete in to še danes ne vemo. Poudaril bi rad to, da pravzaprav Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije smatramo tudi kot nek strokoven organ, ki želi soustvarjati stabilen, transparenten in pravičen zobozdravstveni sistem v tej državi. Naši predlogi in pa tudi nasprotujoči se argumenti predlogom pravil OZZ pravzaprav izhajajo iz teh teženj. Da pravzaprav vidimo, kako se zobozdravstveni program financira, in sicer v državi naj bi imeli 951 programov otroškega in mladinskega zobozdravstva ter odraslega zobozdravstva, in vsi so financirani skozi predpisane standarde. Tukaj, kot vidite v tabeli, imamo napisan, koliko v takem programu stane kader, koliko stane nek rentgen, koliko stanejo amortizacije, materialni stroški, premije in tako dalje. Končna vsota celotnega programa je tukaj zabeležena tudi spodaj. Mi imamo določeno število točk, ki se to pretopijo in končna cena točke je v bistvu zaujem celotnega programa. Če pogledamo podrobneje, pravzaprav vsaka storitev ima znotraj standarda svojo časovno enoto, ki jo določa ta točka in je bila prej na programu označena za 2,32 evra. Mi smo preračunali, da je pravzaprav 1 minuta zobozdravniškega dela pomeni 0,32 točke. To je pravzaprav upoštevajoč celoten tisti program. Se pravi, ordinacijski čas, pravzaprav ne, to je upoštevajoč ordinacijske čase in dopuste, se pravi nekje 2 meseca se tega odvzame in potem lahko izračunamo pravzaprav koliko točke to pomeni. Vsaka storitev je potem po tem točkah točkovana in lahko zelo hitro pridemo do minutaže, se pravi, koliko neka storitev pravzaprav ambulanti časovno pomeni. Ta minutaža pomeni pa tukaj grob izračun, zaradi tega, ker je tukaj v tej minutaži pravzaprav jet ves material, celoten kader, obratovanje celotne ambulante. In glede na te minutaže sem pripravil en preprost hipotetičen ordinacijski čas, kjer vidite, da imamo nekje 8 storitev, ki jih recimo zobozdravnik opravil v enem delovniku. In če gremo naprej, se pravi, če imamo v naboru časovno zahtevne storitve, bo seveda manj pacientov pravzaprav tisti dan obravnavan. To pomeni, če imamo več zdravljenj, ki so vrednotene, se pravi kanalov, zobnih kanalov, se pravi, ki so močnejše vrednotene, pomenijo večji časovni okvir, manj pacientov tisti dan bo obravnavanih, manj jih bo obravnavanih tisti teden in manj jih bo obravnavanih tisto leto. Protetika je tista v pravicah OZZ-ja, ki je najmočnejše ovrednotena in največje število točk se dejansko tam porabi. In če gledamo iz tega stališča, če imamo več teh storitev v ordinacijskem času, ki imajo večje število točk, pridemo do tega, da pravzaprav se dostopnost do zdravstvenih storitev za prebivalstvo zmanjša, primerja isti delovnik, kjer imamo samo storitve, ki so močnejše ovrednotene, se pravi, ker zobozdravnik porabi več časa in pravzaprav 2 pacienta v enem dnevu odpadeta. Se pravi, zobozdravnik v 6 urah in pol ne more v taki časovni normativi
pregledati ali zdraviti več pacientov, koliko jih je časovno predvideno. V vsakem zdravstvenem sistemu se srečamo s termini, in sicer dostopnosti, naboru potrebi prebivalstva in pa samega financiranja prebivalstva. Dostopnost pravzaprav pomeni, kako hitro sistem odreagira na potrebo pacienta. Pacient boli, kdaj bo dobil obravnavo. Na to vpliva tudi, potem imamo termin nabora pravic, tako imenovane košarice. Pravzaprav gre za družben koncept, koliko denarja je družba namenjena plačati za zadovoljevanje potreb samega prebivalstva. Se pravi, kaj ta košarica pravic pravzaprav obsega. In seveda širše so te pravice, če nimamo dovolj dostopnih vrat do zdravstvenega sistema, ta dostopnost zmanjša. Se pravi, vsi prebivalci ne dobijo teh storitev. Potrebe prebivalstva, to je pravzaprav najtežje merljiva spremenljivka v sami enačbi, zaradi tega, ker se vsi javni sistemi s tem ukvarjajo. Kaj so dejanske potrebe prebivalstva? Vemo, da so zelo široke, želijo si jih ljudje čim več imeti, vendar na drugi strani pa naletimo na financiranje samih programov. Se pravi, koliko denarja pravzaprav namenjamo, recimo v tem primeru zobozdravstvu na letni ravni skozi različne programe. V današnjem svetu pravzaprav največji razkorak prihaja v širjenju nabora samih pravic, kar je pravzaprav politično zelo všečno. Se pravi, želimo dati ljudem občutek, da imajo čim širše dostop do različnih zdravstvenih storitev. Hkrati pa se ne zagotovi zadostnega financiranja teh programov, ki bi s tem potrebam sledili in prepogosto se pozabi pravzaprav na to dostopnost. Slednja se s širjenjem nabora pravic, kot sem že povedal, zmanjšuje, do te mere, da imamo recimo res danes, kot je kolegica že parkrat v medijih omenila, paciente, ki imajo pravzaprav samo še pravico čakati v vrstah. Kako pa pravzaprav te potrebe, programi in dostopnost sam funkcionira v nekem sistemu? Zdravstvena zavarovalnica pravzaprav dejansko dostopnost zelo dobro v zobozdravstvu prikriva. In sicer tako, da enostavno celotno populacijo države deli številom zobozdravnikov in reče, da je glavarinsko povprečje za obravnavo ambulanti danes nekje 1970 pacientov. Da je stanje še hujše pravzaprav v različnih regijah, nekje dosega tudi do 2500. To je zaradi tega, ker v regijah tudi določenih zobozdravnikov oziroma teh programov, ne zobozdravnikov, kot boste kasneje videli, pravzaprav primanjkuje. In mreža ni dovolj razpršena skozi celotno državo. In zdaj pacienti pravzaprav vstopajo v naš zdravstveni sistem preko teh 951 programov, kjer pa naletijo tudi na vrata. In sicer, če ne izpolnjujejo pogojev za zdravstveno zavarovanje, recimo, da ni v košarici te storitve, ali pa da ima zavarovalnica zapisano pravilo, kdaj do kakšne storitve lahko pride, ponavadi za kakšnega mostička prevleke, pacient obstoji izven sistema, te storitve ne dobi. Potem pacient ne izpolnjuje recimo pravil OZZ-ja. Tipičen primer je prve zobozdravstvene pomoči. Počena proteza ni prva zobozdravstvena pomoč. Izpadla zaljivka na sprednjem sekalcu ni prva zobozdravstvena nujna pomoč. Pacient pa tudi seveda v tem sistemu redno čaka v vrsti za protetične storitve. Odvisno od tega, koliko pravzaprav je zobotehnikov tudi v samem sistemu. In na koncu, ko se program realizira, je pa dejstvo, da dejansko zavarovalnica ne krije v 100% te storitve. Osnovno zdravstveno zavarovanje pravzaprav krije samo 10% cene protetične storitve in 80% konzervativne storitve in nujne storitve za zobozdravstvene storitve. Velikokrat se tudi v javnosti mogoče sliši, da je premalo zobozdravnikov. Pravzaprav ne. Premalo imamo programov. Se pravi, mi smo na zbornici glede na določene normative šli računati in smo izračunali, da bi nam nekako manjkalo glede na mrežo do 500 programov. Otroškega in mladinskega ter odraslega zobozdravstva. Povprečje v Evropi je 72 zobozdravnikov na 100 000 prebivalstva. Pri nas, glede na celokupno število prebivalstva, imamo na številko nekje 68.
kar je primerljivo, bi lahko rekli. Vendar, če pa gledamo, koliko programov zavarovalnic razpiše, da javno zobozdravstvo funkcionira, se pa številka približa zelo 50 in smo bistveno pod povprečjem Evropske unije, kar se tega tiče. Zdaj bi vam pa rad na hitro samo schematsko prikazal, kako pravzaprav teh čakalnih vrst pride in da pravzaprav niso zobozdravniki ali pa tudi zdravniki krivi, da čakalne vrste nastajajo, vendar da je za to kriv sistem sam. In sicer v tem schematskem prikazu sem vam narisal različne trikotnike, različne velikosti. To pomeni, da je vsaka storitev različno točkovno vrednotena in ima različni časovni numerativ. Večji kot trikotnik, bolj je časovno zahtevnejša storitev, več koordinacijskega časa porabi. In v nekem idealnem razmerju, recimo, vidite, se pravi, nekega čakalnega seznama, čakalne vrste ni, tukaj edino je kolega, recimo, pravil 2 časovno zahtevnejši storitvi in zaradi tega en pacient dejansko ostal izven sistema. In bo prišel na vrsto, ko bo lahko, se pravi, prišel na vrsto. Zdaj, 47.000 je okvirna številka, število točk, kot jih nek zobozdravstveni program ima, zato sem jaz tam zabeležil. Koordinacijski čas je pa 6 ur pa pol na dan. Seveda staranjem prebivalcev, tako kot v vsaki Evropi, do števila potreb v zobozdravstvu tudi enakomerno tudi narašča. In zaradi tega postajajo že določene potrebe izven realizacije. Se pravi, ustvarjamo čakalne sezname. Mi imamo omejeno število programov, se pravi, tukaj je realno 951 kvadratkov in več ljudi tih kvadratki ne morejo enostavno sprejeti glede na potrebe državljanov, kakršni so. Da se pa zadeva zakomplicira, pa mi že želimo uvajati nove zahtevne storitve. Kot smo včeraj brali, recimo vsak primer so bele zalivke, ki potrebuje bistveno več časa za izdelavo kot so amalgamske zalivke. In v tem primeru se zgodi, da kolegi upravljajo časovno zahtevnejše storitve, porabljajo več ordinacijskega časa in enostavno ljudje začnejo ostajati v čakalnih vrstah, ker ne morejo kolegi zrealizirati tak pritisk, bi se nam ambulant. In v enih od pravil se navaja tudi ekskluziva in sicer, da se bo samo določeni specialisti oziroma ustanove upravljali določene programe. Mi se zavedamo, da terciarna dejavnost je pomembna in pravzaprav določeni primeri so res samo za terciar. Vendar tam so tudi druge stvari in če mi prečrtamo še enega od možnosti vrat, kjer bi pacient vstopil v zdravstveni sistem, nastane še večja rdeča v čakalnih seznamih. Ti pacienti pravzaprav sedaj krožijo nekje med čakanjem v vrsto, odidejo v zasebništvo ali pa na Hrvaško v tujino, kjer so vrata za centralni turizem kar odprta. Tako, jaz sem tako nekako na hitro povzel, da bi mogoče razumeti, kako te čakalne vrste pravzaprav nastajajo. Zdaj bi pa v drugem delu prezentacije predstavil naše v bistvu videnje predlogov pravil OZZ in pa kakšni so pravzaprav naši predlogi. In sicer mi pravzaprav smo dali drugačne predloge se pravi spremembi uporabe materijala amalgama in pa pravzaprav tudi pri infektološki obravnavi kot pravici pacientov. Nove predloge, za katere smo pa mi mislili, da so nujni v obstoječem stanju, pa so, da smo definirali nujne in neodložljive zobozdravstvene storitve, izključili fiksno protetiko kot pravico, kjer je pravzaprav največji del časa ordinacijskega porabi in ne moremo upravljati osnovnega zdravljenja, kot bi ga bilo potrebno. In pa predlagamo povečanje plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja za snemno protetiko. Se pravi, do sedaj se je implantološka obravnava pacientov odobrila po 259. členu pravil glede na mnenje specialista. Se pravi, primarni sektor je napotil takega pacienta na sekundarni nivo, specialist je napisal neko mnenje in ta storitev se je na podlagi tega člena izvedla izven ordinacijskega časa v nekem samoplačniški ambulanti, v kakršnikoli obliki in ni vplivala pravzaprav na sam
na sam razpored ordinacijskega časa. Zavarovalnica je to po računih, ki so bili izdani in potem členi, seveda stroške tega zdravljenja še prida. Sedaj pravzaprav grejo pravila zavarovalnice, da to preide na, da bodo te storitve pravice pacientov, kar se sliši zelo v redu in super, vendar z druge strani pa to pomeni kot prvo, da bo zavarovalnica plačevala samo še 10% te storitve, kot drugo, da se bo to izvajalo v ordinacijskem času, kar bo pomenilo deprivacijo drugih protetičnih pacientov v specialističnih ambulantah, ker ne bodo zaradi kratkega ordinacijskega časa prišli tako hitro na vrsto kot sedaj. In pa, to. Se pravi, če povzamemo na hitro o neki tabeli, se pravi, v ordinacijskem času, izven iz ordinacijskega časa se te storitve opravljale sedaj, kar v bistvu ni vplivalo na čakalne vrste, na obstoječo dostopnost ni bilo učinka in pa ni bilo dodatnih učinkov v samem programu, ker se to upravljalo izven, se pravi, pravic OZZ-ja. Če to postane pravica zavarovancev, pomeni, da se bodo te storitve upravljale v ordinacijskem času. Se pravi, glede na prejšnjo projekcijo, kako čakalne vrste nastajajo, je to popolnoma jasno, da bo to podaljšalo čakalne vrste na specialističnem nivoju. In pa še več, ves ta strošek se bo prenesel na prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Mi smo že v februarju opozarjali, da se to lahko vrne v tem, da bo prostovoljne zavarovalnice dvignile premijo. Dejansko so jo. Ne vemo, če ravno samo zaradi tega ali tudi zaradi drugih stvari. Ker v obrazložitvi, če boste pogledali, pišejo, da se bo v prihodnosti sama zavarovalnica, tako da se bo v prihodnosti število teh storitev bistveno povečalo, vendar predvidevajo minimalno povečanje stroškov. Mislim, da so ocenili nekaj do 500 000. Storitev se bo pa povečevalo. No. Se pravi, se ve, koga se bo v prihodnosti s tem dodatno obremenjevalo. Mi načeloma nasprotujemo ekskluzivni pogodbi med UKC-jem in zavarovalnico za to vrsto upravljanje storitev, ker menimo, da so vsi specialisti v tej državi, ki bi ti storitev upravljali, za to primerni. Z izjemo terciarne obravnave, to pa pomeni fizni pacienti, onkološki pacienti, ki dejansko potrebujejo konziliarno obravnavo. Mogoče razmišljamo, da mogoče pa tudi v državi še tudi kakšna druga bolnica, ki bi to tudi enakovredno upravljala. Opozarjamo pa predvsem v tem, da se pravzaprav cene zdravstvenih storitev ponavadi določajo v sklopu splošnega dogovora in ne v sklopu individualnih pogodb, kot to zavarovalnica v tem trenutku predvideva. Sprašujemo se pravzaprav, zakaj potem zavarovalnica ne sklene individualnih pogodb tudi z drugimi izvajalci za ostale zobozdravstvene storitve v tej državi. Naprimer z zasebniki. Mi imamo v tej državi 209 zasebnikov, ki imajo proste kapacitete, ki bi te storitve lahko upravljale. Na ta način bi s povečanjem števila vrat in dostopnosti povečali tudi dostopnost za zobozdravstvenih storitev. Se pravi, več tistih kvadratkov bi imeli ljudje, bi lahko prehajali v sistemski sprejem. Pa če pridem potem na drugo temo, amalgama, vi veste, da je začela veljati direktiva s 1.7., kjer nalaga pravzaprav državam, da se amalgam več ne sme uporabljati v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pa za nosečnice in pa doječe matere. Zdaj, zadeva je taka, se pravi, kot sem že povedal, smo se mi na to temo skušali zavarovalnico že zadnje pol leta usklajevati, določiti pravzaprav, kateri so ti strokovni materiali primerni, ki bi nadomestili amalgam. Moram povedati, da tudi Svet evropskih zobozdravnikov zadnje 3 leta intenzivno išče primerne nadomestne materiale, kateri so tisti tudi strokovno, ki so mogoče primerljivi z samim amalgamom, vendar ni do tega sestanka z zavarovalnico nismo prišli.
Odločitve v smeri, da je kompozit edini alternativni material, so lahko strokovno zelo sporne. In bi lahko pomenile uporabo amalgama pri otrocih še naprej. Zato, ker direktiva pravi, da tam, kjer pa je strokovna indikacija, da se ne more narediti kompozitnega materiala, da se še vedno lahko naprej uporablja pa amalgam. Mi menimo, da obstajajo ti materiali in da kompozitni material edini, ki bi lahko nadomestil amalgam. Mislimo, da v teh pravilih obstaja potrebno omogočiti s šifranci, da se lahko uporablja tudi druge materiale, ki se običajno v ambulantah že danes tudi uporablja. Glavni problem, kar pa sedaj vidimo z uveljavitvijo recimo belih zalivk, pa da dejansko finančno te stvari niso ovrednotene tako, kot bi mogle biti. Mi govorimo o časovnih stroških v ambulanti za izdelavo belih zalivk in pa o materialnih stroških. Neke projekte smo sami že delali, ampak to je daleč od tistega, kar smo slišali z zavarovalnice skozi medije. Stroški so bistveno večji. Se pravi, pravzaprav v teh pravilih OZZ gre pravzaprav samo za pretis direktive Evropske unije, brez finančnega učinka. Kot sem rekel, je lahko sporen kompozit v transnacionalnem sektorju in se pravi, ni zadostnih finančnih sredstev za pokritev stroškov novih materialov. Največji problem, katere pa danes zobozdravnike v bistvu spravlja zavarovalnica, je pa to, kako ugotoviti, katera mama je noseča, kako ugotoviti, katera mama je doječa. In nobenih kriterijev za to ni. In tudi mi v tem trenutku nimamo nobenih vzvodov, kako pravzaprav to preverjati. In zmeda, ali pa bomo rekli transparentnost tega v tem trenutku, je zelo problematična. Kdo pravzaprav lahko dobi belo zalivko, kdo pa ne more biti. In pravzaprav je spet dana ta odločitev na zobozdravnika, da bo to presojal. V pravila OZZ smo predlagali, da bi končno tudi vključili nujne in neodložljive zobozdravstvene storitve. Zakaj? Ker pravzaprav te v sedanjih pravilih sploh niso definirane. Mi imamo samo 103. člen, kjer govori, da nujno medicinsko pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebe za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja, nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Konec. Mi smo definirali pravzaprav, kaj so nujne zobozdravstvene storitve, brez njih ogroženo življenje ali se bistveno poslabša storitve stanja. Se pravi, ko pride do krvavitev, recimo močen pulsitis, bolečina je potrebno odprtje zoba, pride do abscesa, je treba absces drenirati in tako dalje. Je cel seznam. Hkrati pa smo definirali neodložljive posege pri akutni težavi, ki odpravljajo akutno težavo ali preprečujejo slabšanje zdravstvenega stanja. To pomeni odkrušena zalivka, ki jo danes na prvi pomoči ne delamo, ampak pacient dobi datum. Kelenje zob, izpad mostu, zlom proteze. Za vse te storitve danes pacient gre v čakalni seznam in čaka, da pride na vrsto. Tega se ne upravlja. Mi s tem, s to dikcijo pravzaprav skušamo, tako kot je ministrstvo v triažnem postopku definiralo stopnje nujno, zelo hitro in podobno, upeljati še eno, kot neko zelo hitro stvar, da mi lahko te čakalne sezname dodatno vpišemo paciente prej za te storitve, kot pa da čakajo vse te 3, 4, 5 mesecev, kakor so čakalne dobe za konzervativno. Kajti te storitve so res so neodložljive. Odgovora tudi na to nismo strani zavarovalnice dobili. Ali bojo to vključili, ali ne bojo. In naš predlog je izključitev fiksne protetike kot pravice. Fiksna protetika
v pravicah OZZ-ja en velik trikotnik. V neki resnejši, obsežni fiksno-protetični obravnavi pravzaprav zobozdravnik porabi toliko časovnih enot teh točk, da mu teden ali dva celo ne bi bilo potrebno delati, da izpolni svoj program. Alternativa obstoječemu številu programov in zagotavljanju večje dostopnosti. Ja. Če ohranimo fiksno protetiko, pa da se razumemo, zobozdravniki želimo upravljati čim večje število storitev za paciente in omogočiti najkakovostnejše zobozdravstvo. Ampak, če to ohranjamo, v redu, vendar na drugi strani je potrebno zagotoviti toliko in toliko programov, da se bo celokupni ordinacijski čas za dostop v javni zdravstveni sistem zobozdravstva povečal, da bomo mi lahko te storitve opravili in da ne bojo pacienti čakali na to protetiko ali na konzervativne storitve. Kajti zgodi se nam, da pravzaprav pri pacientih, ki čakajo na osnovne storitve, ne dobijo teh storitev, kot je enostavno izdelava zalivke, kot je, ne vem, zdravljenje koreninskega kanala. V tem pa predlagamo pravzaprav, da bi se omogočilo čim večje financiranje snemne protetike. To bi pa v bistvu pomenilo, da, ker snemna protetika pa ni tako potratna po številu točk in časovnih obremenitvah, kajti za zobozdravnika predstavlja to več in manj odtise in bi dejansko ljudje dobili zobe. Se pravi, bi lahko jedli, ne bi bili socialno deprivirani in pa v končni fazi tudi dobili čas, da načrtujejo, kakšno protetično obravnavo bi si pa dejansko želeli. Se pravi, premostimo brez zobov. Okay. Toliko z moje strani. V bistvu osnovna pravna. V bistvu osnovna pravna akta, ki opredeljujeta naročanje in sistem čakalne dobe, sta Zakon o pacientovih pravicah in pa pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. Mi smo se že v fazi pripravljanja teh aktov v okviru odbora za zobozdravstvo organizirali sestanke s predstavniki Ministrstva za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pa Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije z namenom, da bi prišlo do dogovorov in rešitev posledic, ki se bodo pojavile z uveljavitvijo zakona. In kljub našim strokovnim pripombam je Ministrstvo za zdravje sprejelo zakon in pravilnik, ki sta na last podobna njihovama osnutkoma, naše pripombe pa v veliki večini niso bile upoštevane. In tako sta v januarju začela veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. In čeprav je ministrstvo z njim hotelo uvesti red v zdravstveni sistem, so na nekaterih področjih, na primeru zobozdravstvu, povzročili veliko zmede in kaosa. Če v bistvu beremo zakon in pravilnik, opazimo, da sta napisana za sekundar in terciar, zato tudi zdravnikom na primarni ravni, tako splošnim kot družinskim, ter pediatrom in ginekologom ni potrebno voditi tega čakalnega seznama. In prav tej čakalni seznami bodo v bodoče krive za daljše čakalne dobe, ko bodo morali pacienti še dlje čakati na storitve od sedaj. In katere so zdaj te bistvene novosti, ki jih zakon in pravilnik prinašata za paciente. Prvo je, da pacient se na prvi pregled ne more naročiti, če ni opredeljen pri izbranemu zobozdravniku. To pomeni, da se pacient mora fizično zglasiti v ambulanti, popisati izjavo o izbiri in šele na to se ga lahko uvrsti na čakalni seznam. Tudi 7. člen pravilnika narekuje, da se pacient uvrsti na čakalni seznam na prvi prosti termin, kar pomeni, da se pacient ne bo imel več možnosti iz proste izbire termina kot do sedaj. In pa brisanje čakalnega seznama v primeru, da pacient ne pride na zadan termin in se ne opraviči.
Pacient se lahko v tem primeru na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku 3 mesecev termina, na katerem je bil neupravičeno odsoten. In katere so pa novosti, ki prinašajo zmedo med zobozdravniki? To sta v bistvu šifranti zdravstvenih storitev, in sicer poznamo 2, splošni zobozdravstveni pregled prvi in pa splošni zobozdravstveni pregled kontrolni, za katere morajo zobozdravniki po novem voditi čakalne sezname. Te šifrante vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa problem, ker se ne ujemajo z šifranti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tako njihova enostavna pretvorba ni mogoča. Naslednji problem je tudi, da NIJZ še ni objavil šifrante za protetiko, tako da čakalni seznam za protetiko trenutno ni mogoče voditi. Medtem, ko je za uvrstitev na čakalni seznam za splošni kontrolni pregled, zobozdravstveni pregled faktor je medicinska indikacija, je za uvrstitev na prvem splošnem zobozdravstvenem pregledu drugače. Tu zakon in pravilnik od nas zahtevajo, da je pacienta razvrstimo po stopnjah nujnosti. To je in sicer po 4 stopnjah, ki je nujno, zelo hitro in redno. Pri tem se poraja vprašanje, kdo bo o tem odločal. Saj je zobozdravnik večino ordinacijskega časa pri stolu s pacientom, medicinska sestra pa ni pristojna za tako razvrščanje. Ni nam pa tudi jasno, kak bo potek naročanja, koliko okenc moramo mi pustiti praznik v čakalni knjigi, da bomo lahko kasneje vse paciente, ki bo potrebno jih na čakalni seznam uvrstiti kot nujno, zelo hitro ali hitro, bomo naročili, da s tem ne bomo kršili pravilnika o najdaljši dopustni čakalni dobi za storitev. Naslednji problem, ki ga tudi zobozdravniki vidimo in ki se pojavlja, je ta, da je zobozdravnik primoran iz samih izjav, ki mu jih pacient sporoči po telefonu ali pa po elektronski pošti, mora po teh sprejeti določitev, po kateri stopni nujnosti naj uvrsti pacienta na čakalni seznam. In še zadnje je, da v pravilnik v 16. členu določi tudi najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve, kot na primer za začetek ortodonskega zdravljenja ali pa protetičnega zdravljenja, kar nam vzbuja skrb in strah, da nam bodo pacienti uhajali v tujino, če bodo čakalne dobe doma presegale najdaljšo dopustno čakalno dobo. Zaradi navedenih dejstev oziroma pravil, ki se skušajo uveljaviti, postaja naše delo robotizirano, pacienti pa le zgolj številke, ki morajo biti pravilno vrščeni na čakalni seznam. Zaradi povečane obremenitve za administracijo, kako tudi praznih predalčkov v čakalnem seznamu, pa se bodo dostopnost pacientov do storitev samo še zmanjšala. Zobozdravniki si želimo transparentne in pravične obravnave pacientov, čas pa bo pokazal, kakva bo cena sistema na ozobljenost naših pacientov. Vse to, kar se sprejme, vsi ti zakoni, ki se sprejmejo, potem seveda neposredno vplivajo na nas, neposredne izvajalce tega zakona. Problem v Sloveniji je, da mi smo tisti test, koliko je zakon dober. Problem pa je to, da ko se zakon sprejme, ko se začne izvajati, oziroma se zahteva, da se izvaja, oziroma moramo ga izvajati, ni nobene ustaljene poti povratne zanke, da bi mi lahko razložili zakonodajalcu, v koliki meri mi lahko ta zakon izvajamo. Delno, ali ga izvajamo v duhu zakona, ali ga izvajamo po črki zakona, ker je velika razlika. In tudi, če bi vse državne institucije bile soglasne, kako naj se zakon izvaja, bi to bilo za nas lažje. Ampak ena institucija izvaja zakon po duhu zakona, želijo, da se izvaja zakon po duhu zakona, ena pa po črki zakona. In to za nas postavlja potem v praksi, ko dobimo zdravstveno inšpekcijo, na primer, zelo velik problem. Mi imamo sicer eno možnost, da vplivamo na zakonodajo v razpravi pred sprejemanjem zakona, javni razpravi pred sprejemanjem zakona, in moram priznati, da smo se pred sprejemom zakona o pacientovih pravicah, obeh zakonov, zakona in dopolnitve zakona in pa tudi zakona o zdravniški službi,
da smo se zelo potrudili, da smo pismeno poslali zelo obširne, zelo natančne iz prakse primere, predloge, ne. Potem smo pa nismo dobili nobenega odgovora na to, ne. Potem, ko je pa zakon bil sprejet, smo ugotovili, da ničesar od tega ni bilo sprejeto ali upoštevano in da tudi ne vemo zakaj. Tako da bi to prakso, če želimo, da zakoni funkcionirajo v državi Sloveniji, trebalo spremeniti. Odličen primer tega so ravno čakalni seznami. Mi smo tista prva stopna točka za vse državljane Republike Slovenije za zobozdravstveno varstvo. Obravnavamo vse, od navadne razjedene sluznici do raka v usti. To pomeni, da moramo biti dostopni, sprejeti vse paciente in jih določiti resnost in hitrost in učinkovitost zdravljenja pacienta. Če ga pa mi postavimo v čakalni seznam, to več ni bolnik z zelo široko paleto zdravstvenih težav, ampak to postane številka v čakalnem seznamu, predalčkan po predalih nujno, hitro, zelo hitro, ne, medtem ko pa postane diagnoza in zdravljenje drugotnega pomena. In to je v bistvu največji problem in je tudi direktno v nasprotju z zakonom o izvajanju zdravniške službe in to za nas predstavlja velike dvome, dobesedno ne vemo, kako naj delamo. S tem je kolega že omenil, na primarni ravni smo mi edini zobozdravniki, ki moramo voditi 2 čakalna seznama, medtem ko so vsi ostali na primarni ravni ginekologi, specialisti družinske medicine in pediatri oproščeni vodenja čakalnega seznama. Glejte, tudi če bi ta seznam bil, da bi bil transparenten in enostaven, se mogoče niti ne bi temu upirali. Ampak ta sistem je, ta vodenje čakalnega seznama je izjemno komplicirano, zahteva ogromno časa, v bistvu bi zahtevalo še dodatnega administratora zaposlenega, ki pa zavod niti približno noče plačati oziroma za administrativne stroške nam plača nekje plačo 0,3%, nekje dobrih 30% za administratorja. Ostalo bi mi pač morali od svoje plače dati za to plačilo. Vse to, ne more biti vodenje čakalnega seznama pomembnejše od zdravljenja pacienta. In jaz sem za to, da se pač zakon o pacientovih pravicah upošteva v duhu zakona, to pomeni, da res, da smo dostopni, da je pacient na prvem mestu, čakalni seznami pa morajo imeti določeno fleksibilnost, ker ni enostavno, če naprimer odpove pacient, mi po zakonu v čakalni seznam, pač, če pacient odpove, moramo naslednjega poklicati, da zapolnimo ta termin ali nam pa ostane prazen. Oziroma v bistvu po zakonu smo obvezni, da pokličemo naslednjega pacienta z čakalnega seznama, da zapolnimo termin. To mogoče v Ljubljani še funkcionira, ko ti imaš nekje na 30 km 200 000 prebivalcev. Ampak jaz pa že delam v Pomurju, ne, moj pacient mora se dostikrat 10-15 km pripeljati od mene. Enkrat se mi je zgodilo, da sem 10 pacientov poklicala, prej sem dobila prvega, ki bi prišel na termin, termin je že zdavnaj ni. To so te v praksi in se tudi, zato mora biti to nekoliko fleksibilno, ker enostavno pogoji dela v Sloveniji niso popolnoma enaki. Jaz bi pa še nekaj omenila, sicer nakratko je bilo, ne. Mi smo vsa ta leta do sprejetega zakona o zdravniški službi imeli prepoved oglaševanja, medtem ko so pa zobozdravniki iz tujine lahko neomejeno in prostovoljno oglaševali v slovenskih medijih. In to je pa imelo posledice za slovensko zobozdravstvo, ker to po eni strani zelo odmevno oglaševanje tujih zobozdravnikov in prisilni molk domačih je ustvarilo javno mnenje, da mi nismo tako dobri kot drugi zobozdravniki in da ne nudimo enakovrednih storitev kot tujci, kar je pa popolnoma narobe. Mi smo enostavno bili prisiljeni k molku.
In mislim, da v vlastni državi bi pa morali imeti večje pravice kot tuji državljani. To je pač moje osebno mnenje. Vsi vi poznate oglaševanje državnih institucij za jejmo slovensko hrano. Ščitimo slovenskega kmeta. Te istih pravic oziroma zaščite državnih organov za slovenskih obveznih nimajo. Ne samo to, da to je oglaševanje, ampak tudi državne inštitucije aktivno napotujejo slovenske paciente v tujino za zobozdravstvene storitve. Čeprav mi smo popolnoma sposobni obravnavati paciente v Sloveniji. Lep pozdrav vsem navzočim. Današnja tema, lahko da že vidite proti koncu, je zelo obsežna. Na videz se zdi kot razprašena, tako da upam, da boste lahko izlušali tiste glavne teme, ampak vsem bi rad mogoče res izpostavil tisto rdečo nit, ki je skupno ali pa skupno sporočilo. Zobozdravniki, ne glede na to, ali delamo v javnem ali zasebnem, jaz v tem trenutku ne zagovarjam, ali pa pojasnjujem mogoče zasebni del. Vsi skrbimo za svoje paciente na strokovno način, po najboljših močeh, ki v praksi lahko, se pravi v danem okolju. Kot je kolegica omenila, delamo v različnih okoljih. Je neka pravila, vsi se moramo držati pravil, vsi se strokovnih navodil dobimo, ampak to je neizpodbitno, vsi se trudimo po najboljših močeh. Ker delamo z ljudmi vsak dan, nam ni vseeno, ker se čutimo odgovorne in da iščemo rešitve na ta enoten problem, ki pa bi ga lahko povzel, je v bistvu ta nedostopnost do zobozdravstvene storitve. Pravi, problem je vedno bolj očitno zaradi teh birokratskih ovir in pa omejitev, se pravi, koliko je ta primer zdaj naših čakalnih seznamov. Pravi, to je na neki strani trud, da bi radi uredili sistem, po drugi strani ga na tak način zakompliciramo, da v praksi ni izvedljiv, se pravi, ali pa vsaj ni človeški. Tako da razumem strani države ali pa zavoda, da želi neke stvari urejati, z njih želimo, ampak ne na račun zmanjševanja dostopnosti do zobozdravstvenih storitev. V okviru javne mreže govorimo se. Zato bi razložil tudi vidik zasebnega sektorja pri reševanju krize dostopnosti in možnosti sodelovanja zasebnega in javnega zobozdravstva. V glavnem izpostavil bi še problematiko moderne potrošniške družbe v povezavi z oglaševanjem, že kolegica napovedala, oglaševanje zobozdravstvene in zdravstvene dejavnosti in pa teh dentalnega turizma. Zdaj okrog dostopnosti. Že vrsto let se v javnosti debatira o čakalnih dobah. To ste slišali, kolega bo hotel povedati, da gre za zlorabo nekih terminov, nekih besed. Govorimo o problemu čakalnih dob, o problemu financiranja zobozdravstvenih storitev. Ugotavljamo krivca za nastalo situacijo, ali so to zobozdravniki, ali je to zdaj ministrstvo, kdo je zdaj kriv za tako stvar. In se na vsak način poskuša enostransko ali pa parcialno reševati problem, ki ga lahko rešimo sam skupaj. Pravi stroka, zavarovalnice in politika za eno mizo. Problem, ki ga mi vedno vidimo, je ta, da ne komuniciramo v pravem pomenu komuniciranja, tako da bi se vsi slišali, ampak po možnosti včasih preko medijev, kar vedno pride z nekim očitkom, hkrati in potem vedno z neko obrambno držo in na koncu trpijo pacienti. Tako da odgovornost za nastalo krizo, po mojem mnenju, nosimo čisto vsi. Se pravi, od strokovnjakov, ali je to zdaj naša nezmožnost komuniciranja s politiko, in politika, ki pač noče slišati, kaj se na terenu dogaja. Tako da vsi bi se mogli v bistvu usmeriti predvsem z mislijo na to, kaj pač pacienti, ker koncu smo vsi pacienti. Vsi ostali napačni motivi, ker želimo recimo zavrti nekoga, ne želimo, da nekdo preveč napreduje, vsi ostali napačni motivi za hiperregulacijo zdravstva, ki so pripeljali kvečem do poglabljanja nezaupanja med pacientom in zobozdravnikom, kar pa je kvečemu škodljivo. Ker je zdravje po prepričanju večine državljanov ena najpomembnejših vrednot,
si nihče od odgovornih politikov še danes ni upal javno priznati, da tiste pravice, ki se jih obljublja, že zdavnaj niso več tisto, kar so nekoč bile na papirju, ali pa, ki se napiše na papirju. Še vedno so na papirju, ampak izvajalci in pacienti pa že dolgo vemo, da v praksi zmanjševanje pravic danes olepšano, rečemo čakalna doba. To je to, zmanjševanje pravic. Mi mu rečemo danes nedostopnost sistema. Takrat, ko ga pacient potrebuje. Ko da bom ponovil ta stavek, danes je največja in najbolj uveljavljena pravica le pravica, da se postavimo v vrsto. To je napisala v enem intervjuju z dr. Helena Mole, predstavnice zasebnikov. Tako da počasno smo vsi ugotovili, in zavodniki, in pacienti, in mediji, da določenih stvari pač v zdravstvenem sistemu nikakor ne moramo preskočiti. Pravi, ne moramo spremeniti čakalnih vrst, skrajšati z enako količino denarja za zobozdravstvo in z enakim številom izvajalcev. Pravi, to je pač nemogoče. Se pravi, z enakim številom izvajalcev v javni mreži. Sistem ne moremo urediti brez dobre komunikacije in konsenza med strokovnjaki in izvajalci, pravi, in na koncu tudi ministrstvom. Sistem zobozdravstva, v katerem prevladuje zasebni, se pravi, ali bi prevladoval zasebni ali prevladoval javni sektor v tržno oblikovani, gospodarsko naravnani Evropi, preprosto ne moramo delovati optimalno. Tako da, če med njima ne vlada neko ravnovesje, se pravi med zasebnim in javnim, je pač jasno določeni pravili, ampak če to ne obstaja, če favoriziramo eno ali drugo stran, pač je to slepilo ali pa pač zavajanje ljudi, da je to sploh mogoče v današnjem času. Odbor za zasebno dejavnost je zato pri Zdravniški zbornici Slovenije lansko leto izvedel anketo zmogljivosti zasebnikov. Se pravi, koliko zasebniki lahko prispevamo k problemu reševanja čakalnih dob. Se pravi, kadrovsko, se pravi, koliko bi fizično zasebnikov lahko sodelovalo pri tem. Na anketo je odgovorilo manj kot 400 zdravnikov in zobozdravnikov zasebnikov. In recimo, če vemo, da je od tega 209 čistih zasebnikov v Sloveniji in se je pokazalo, da v bistvu bi zasebniki lahko zagotovili ekipe za upravljanje najmanj 129 programov za odraslo zobozdravstvo in najmanj 24 programov za mladinsko in otroško zobozdravstvo. Spravi anketa, kljub temu, da mogoče lahko vemo, da niso vsi odgovorili, ampak ne ve, koliko kapacitet tudi zasebniki imamo, da bi v trenutku reševali. Prosite, koliko ste rekli? 129 programov za odraslo zobozdravstvo in najmanj 24 za otroško, mladinsko in otroško zobozdravstvo. Če bi se iz proračuna uredila dodatna sredstva za reševanje krize dostopnosti v zobozdravstvu. Po zadnjih informacijah bo tudi ZZZS lahko do konca leta razpolagal s 35 milijoni presežkov sredstev, to je bilo tudi danes objavljeno. In še vedno čakajo na spremembo odloka v državnem zboru, da bodo lahko ta sredstva sploh porabila za zdravstvo, pravi, da bi sploh prišla do pacientov. Zdaj, tukaj smo pa zasebniki, ki že samostojno opravljamo svoje delo. Se pravi, 209 je čistih zasebnikov, ne sodeluje nikakor v javnem sistemu, pa bi potencialno lahko reševali skupni problem po znižanih cenah za paciente. Pravi, kot je bil prej nek individualne pogodbe, že neurejeno v enosnem sistemu. Tako da, to je ta del problematike. Drugi, kot je pa že kolegica napovedala, je pa problem oglaševanja zobozdravstvene in zdravstvene dejavnosti. Da bi lahko razumeli problem, moramo vedeti, da je bila v preteklosti za naše kolege jasno zakonska in etična prepoved oglaševanja. Takšne zakonske predpise in omejitve evropske države poznajo še danes. Ena glavnih, recimo, je Avstrija, sosedna država, ki zelo strogo zagovarja uveljavljanje tega zakona o omejevanju oglaševanja v praksi, ker so mnenja, da zdravstveni in zobozdravstveni poklic ne bi smel biti podvržen enakim principom tržnega komuniciranja kot recimo druge nezdravstvene dejavnosti.
S tem skrbijo za visoko ravno strokovnosti in se zavedajo velike odgovornosti znanja strokovnjakov, ki bi lahko vodile v lahkomiselno zlorabo moči, ko govorimo o tržnem komuniciranju. Tako da, tudi z mojega vidika ali pa z našega vidika regulacija oglaševanja smiselna in nujna. Odnos med zobozdravnikom in pacientom je specifičen in zaradi zaupljive narave nikoli ne bi smel biti ali pa ne bi smel posnemati odnosa prodajalec potrošnik. Tega si še ne želi. Svinjega ne želimo mi, zobozdravniki, in verjamem, da se ga tudi pacienti ne želijo. Saj ne na dolgi rok. Zobozdravniki ne prodajamo storitev, ampak zdravo, in kot zdravniki, in se naše storitve vedno posledično, in tega se vedno bolj zavedamo, da zobozdravstvene storitve in bolezni v ustih vedno bolj vplivajo na zdravje, ali pa vedno vplivajo na zdravje. In ker je zdravje neprecenljiva in nenadomestljiva dobrina, pač se to ne bi smeli izkoriščati v tržne namene, sploh ne po nekih oglasih, ki jih mogoče že lahko zaznamo. V glavnem, nekaj, kar Evropa skrbi, pa da nas še ni prišlo, pravi tiste države, ki niso uvedle regulacije oglaševanja v zdravstvu in zobozdravstvu, da se jim dogaja v bistvu način korporativnega razmišljanja in trenutno se obadajo z ukinjanjem recimo verig klinik zdravstvenih in zobozdravstvenih, ki niso nikakor podvržene nekemu etičnemu kodeksu, pravi sledijo samo nekemu tržnemu vzgonu, dobičku, tako da tega ne glede na to. Bodimo realni, take podjetja lahko ponujejo nižje cene, kar je na prvi pogled všečno. Tudi ljudje bodo to vedno povzeli in si želeli, tudi mi si želimo nižati stroške koncu. Ampak na dolgi rok ne gre za situacijo, ki je bila dobra za pacienta. V glavnem, pri zobozdravnik pacient odnosov z pacient gre vsem za tako krsto zaupanje, da ne želimo, pač pacienti moramo gledati celostno njihove navade, njihove razvade čez celotno življenjsko obdobje. Ne gre za enkratno storitev, kot se želi prikazati mogoče vsak. Vsako delo, ki je narejeno v ustih, je potrebno vzdrževati, če ne propade in če nimamo tega nujnega sodelovanja in pa zaupanja koncu v zobozdravstveni sistem, ta ne more funkcionirati. Pacientom zato vedno svetujemo, če le možno, da naj odločitve in izbiro zobozdravnika ne temeljijo samo na podlagi cene in časovno ugodnih rešitvah. Tu se namreč skrivajo te pasti dentalnega turizma. Dentalni turizem, ki ga spodbujajo koncu vlade v sosednjih držav, vstopa v naš prostor kot nelojalna konkurenca, ki lahko zavajajoče neetično oglaševanje, ki oglašuje svoje storitve, ustvarja vtis, da zobozdravniki naši niso sposobni reševati kompleksnih ali pa bolj tehnološko naprednih rehabilitacij zobovja, kar preprosto ni res. Tuji zasebniki se ponujajo kot neki rešitelji slovenskega zobozdravstva in naša zavarovalnica in politika pri tem še prekima, ko v javnosti pove, da gre za sistemsko, ko javnosti ne pove, da gre za sistemsko zlorabo pacientov, ki v javni mreži preprosto ne pride na vrsto. Zdaj, po vsem tem govoričenju, jaz bi si želel, da javnost razume sporočilo, da nam zobozdravnikov, pa jaz tukaj v tem pogledu kot zasebnik, da nam ni za reševanje lastnih denarnic, kar se nam dostakrat mogoče očita. Ni nam do teh političnih preigravanj, pa če ne peljajo do dejanskih praktičnih sprememb, ki so pač nujne. Želimo si, da bi javnost presegla mogoče te ustaljene predstotke do zobozdravnikov, ki smo verjetno delno tudi sami odgovorni za njih. Dentalni turizem v nekih urejenih razmerah mogoče sploh ne bi bil problem, bi bila sam neka alternativa. Zobozdravniki se ne bojimo možnosti izbire, pacienti jo morajo imeti in si to želimo, ampak v nekem sistemu, ki ne funkcionira, pa dentalni turizem kriči potem zlorablja neurejen sistem. V glavnem,
Tudi sam si želel živeti v državi, v kateri bi lahko verjeli strokovnjakom, ne, in s tem bi lahko zaupali, da nam svetujejo najboljš in nam želijo dobro, ne pa sam, da nam želijo dobro prodati. Tako da to upam, da se nam nikoli ne zgodi. Gospod Pavlović, omenili ste, da ste nezadovoljni s časovnimi pa materialnimi stroški višino. V javnem zdravstvu ste zobozdravniki plačani z glavarinami. To pomeni, da ne marate več glavarin. Ne, zakaj? V bistvu, kako naj se potem obračunajo glavarine? Glejte, glavarina pomeni, da zobozdravnik lahko opredeli določeno število pacientov, ne? In na to dobivate redno plačo za 7 ur za vsak dan, ne glede na to. Ne, moramo storitev opraviti. Mi moramo ta program realizirati. Teh 44 000 točk moramo realizirati. Tudi zaposleni v javnih zavodih moramo teh 44 000 točk odraslega programa realizirati. To je naša pogodbena obveznost. Dogaja pa se, da ker je veliko protetičnih storitev, se taki programi končujejo ponavadi oktobra. No? Realno, ker je velika potreba po fiksno plačilo protetičnih storitev v javnih zavodih, zaradi tega, ker so sama doplačila in stvari bistveno nižja, kot so recimo na tem. Torej ne nasprotujete glavarinom, želite biti še naprej plačani? Mi predlagamo glavarine, v vladnem projektu za skrajševanje čakalnih vrst smo predlagali, da bi odrasla ambulanta lahko korektno in strokovno obravnavala nekje 1600 pacientov. Družinska medicina je govorila o 3500 količnikov. Pa veste, da v bistvu splošna medicina, ambulanta družinske medicine ne upravlja operativnih posegov, ki jih mi upravljamo in ki so časovno zahtevni. Mislim, da smo korektno postavili ta normativ, kjer bi lahko še pacientov obravnavali. Vse, kar je preko te številke, pravzaprav obremenjuje ambulanto, paciente postavljajo v čakalno vrsto in so neobravnavani. Imajo lažni občutek, da imajo svojega zobozdravnika, ampak ga dejansko nimajo. Gospod Praprotnik, vi ste zasebni zobozdravnik. Koliko je vaš delovnik? 6 ur pa polna dan? Zdaj pa neuredno vprašate, koliko časa preživimo v zasebni ambulanti, pa zasebniki verjetno nimamo fiksiranega urnika. Delikatnega turizma. Vi ste pač nekako rekli, da ta ustvarja pri ljudeh občutek, da niste slovenski zobozdravniki dovolj dobri, ampak meni se zdi, da je bolj ta občutek, da pač so naprimer hrvaški ali pa šalski, ki so najbolj pogosti oglaševalci, da so v bistvu bistveno cenejši, ne pa toliko zaradi kakovosti same. Mislim, da bi do ljudje, kot slišam, bistveno tja zaradi cen, ne? Ja, cenovna občutljivost je jasna in tudi vedno, tako kot sem rekel, ta možnost izbire bo vedno. In ljudi ne želimo koncu tako karkoli reči, da to ni v redu. Cena nižja je privlačna. Vedno je problem samo pri dentalnem turizmu, kot sem prej omenil, ustvarjanje vtisa, da je nekaj enostavnejše, kot je v resnici, in pa privabljati na nek način paciente, so potem ne na kratek rok razočarani. Na kratek rok so pacienti kvečem zadovoljni, dobili so poceni storitev, pa hitro, končno. Problem, ki ga pa mi potem zobozdravniki opažamo, je, da so ti pacienti potem, jaz sam konkretno povem, ker imamo zasebno ambulanto, veliko pacientov potem pride z nekimi težavami, ki so, ne bom rekel normalno, se zgodijo, če je poseg narejen prehitro. In potem te pravice, recimo garancije ali pa nekaj takega niti ne uveljavljajo pri zasebniku oziroma pri tistem, ki so v tujini opravljali storitev, ampak iščejo pomoč potem ali v javnem sektorju ali pri zasebniku. In pa včasih niti ne moramo pomagati, ko govorimo o implantatih, pacienti hodijo redno brez izvidov in ne moramo ugotoviti, kakšne implantate imajo vstavljene. In tako da tukaj se ustvarja neka zmeda ljudi, ki stavajo včasih tam takrat. Se potem najdejo rešitve, ampak za tega jaz poudarjam to zaupanje med zobozdravnikom in pacientom. Pravi, jaz karkoli naredim vedno v dobri veri, da bo to državi končno. Ampak vsi se zavedamo tega,
da je trajanje nekega nadomestka, ki jo vstavimo v usta, odvisna od tega, kako dobro se vzdržuje in kako dobro smo ga načrtovali. Če smo dali pacientu nekaj v usta, kar v njegove navade, način čiščenja, konec koncev tudi njegovo zdravstveno stanje ne sodi, je to naša prva odgovornost in napak. Ali kaj se dogaja, to vam konkretno povem, pacienti, ki pridejo v našem sistemu, iščejo rešitev recimo z implantati, pa jih naš sistem, ali pa jaz konkretno, kot je bil nekaj razočaran, in povem, da trenutno vaša usta, trenutno implantati ne sodijo, pravi, nimate ne higiene, ne zdravstvenega stanja, ki bi to lahko upravičil, ampak to ni kazen. Jaz ne želim pacientu do tega, ampak ni odgovorno. Vsak pacient razočaran išče rešitev nekje drugje, pravi, nekdo, ki mu bo lahko koncu na hiter in poceni še po možnosti dal rešitev, ki mu je narekovajih nisem želel. Tle se pa dogajajo težave, zdaj pa so zdravstvene težave. Ne govorimo zdaj sploh o zaslužkih, ne govorimo o tem, kdo je cenejši, kdo je. Govorimo čisto o strokovnih izhodiščih. In če nek pacient gre v tujino z namenom, da bo opravil neko storitev, se zgodi, da tam tudi opravi. Včasih na silo, včasih brez zdravstvenega kartona, včasih brez, da zagotovnik sploh vpraša, ali ima sladkorno, ali je rakobolnik, ali je star več kot toliko in fizično ni zmožen stiskati nečesa, kar mu dajemo v usta. Pravi, storitev kot taka, katerakoli zdravstvena storitev, če rečemo ena storitev, ne sodi vsa usta. Pravi, tudi če je pa najboljša, rečemo, v medijih se dostikrat pogovarjamo o tem, ali bil kvaliteten material. Lahko imamo najbolj kvaliteten, najdražji implantat na svetu, ki obstaja, ki bi obstajalo tako merilo, pa če ga ostavimo v usta, ki niso primerna za tak implantat, smo strokovno pogrešili. In to je tisto, kar mi opozarjamo. Dentalni turizem ne upošteva, v tem pomenu dentalnega turizma, ko ljudje hodijo z avtobusi in Bolgarijo in v Srbijo in na Hrvaško in Italijo. Pač, da je to lahko miselno. Jaz verjamem, da finančna vstopna točka pri našem zagotovniku mogoče na prvi pogled, ali pa tudi realno, višja kot v tujini. Ampak cena, ki jo potem pacienti plačajo, če se napačno odločili, je pa neprimerljivo večja, ker pušča posledice na zdravje. To je pa tisto, kar želimo tudi. Lahko se jaz vprašam, Sam nekaj dopolnil, če lahko, da pravzaprav koordinacija tudi na Hrvaškem in tudi v Srbiji v končni fazi, ki izvajajo primerno zobozdravstveno lečenje, enake. Jaz sem kolege na reki v Zagrebu, gledajte, oni imajo primerljive cene, implantat pač to stane. Je pa res to, da so se pri nas začele tudi ambulante delati z nižjimi cenami, se pa pač ne more na tak način reklamirati, kot so pač tam. Ali se niti ne želijo. Ali pa se ne želijo, ja. Tako. To tudi ta aspekt je treba gledati in pa pravzaprav sebe vprašati, komu je interesu, zakaj dela tako močno reklamo. Ja, da mi... Tiskaj polnima ne dela. Morate vedeti, da jaz ne, ali pa vsaj naši zagotovniki ne vprašuje, prite mi nekaj prodajmo po ceni. To ne bi smel biti, govorimo, je motiv, ampak ne bi smel biti motiv zdravstvene obravnave, ali zobozdravstvene obravnave. Se pravi, mi, pa ne da mi spet tega ne smemo izkoriščati, ampak ta nepodličenost, jaz verjamem, spet so taka težka beseda, ljudje se pozanimajo, ljudje preberajo vse in primerjajo cene in tako je tudi prav. Kvaliteta je tista, ki je nemerljiva, pa težko merljiva. In mi ne zagovarjamo, da mi vse prav naredimo. Tudi v zdravstvu v Sloveniji imamo marsikatero luknjo, imamo marsikateri razlog, da nam pacienti tudi zamerijo. Ampak to še ne pomeni, da se ne trudimo koristiti in strokovno pač ravnati s tem sektorjem. Prej ste povedali, da bi iz košarice pravic izločili stalno protetiko, da bi obdržali sumljivo, ne pa stalno. Kako bi potem do vas tako zaposlete tukaj, da bi se to razgodilo? Stalna protetika to pomeni mostičke in prevleke. Se pravi, za samo snemno protetiko bi na ta način lahko premostili vrzeli v ustih, se pravi, bi ohranili oralno zdravje, zobje se ne bi nagibali ali izraščali v nastale vrzeli. Pacient bi lahko normalno jedel
in funkcioniral. Ampak- Vendar bi bila to proteza, ker dejansko jo lahko v tem časovnem normativu izvedemo. Ne. Ja, kdo pa bi potem delal, oziroma kako bi pa prišli pacienti do stalne protetike? Fiksna protetika je potem izven sistema, samoplačniška. Jaz moram reči to, da evropske države protetike v javnem sistemu ne poznajo, da nima. Mi v bistvu to damo kot alternativo temu, če država ne more pravzaprav nameniti dovolj programov, da se zdravstvo v taki meri obsegu pravic, ki ga sedaj ponuja, upravlja. Ker ljudje danes čakajo, vse vidite, kakšne so čakalne dobe, po 2 leti. Vmes nosilci propadajo, mi skulimo zob, nastane novo stanje, ponovno nazaj v čakalno vrsto. Kako dolgo pa držite? Se pravi, gre za vizit proteze, garancijska doba je 7 let. Koliko je za fiksno Trajnostna doba, ja. Trajnostna doba. Garancijska pa koliko je? 1 leto. 1 leto. Sam dodal, da mogoče to je za poudariti, da osnovno zdravstveno zavarovanje pri protetiki krije le 10%. Ne? In v bistvu za njih ni tak strošek, ki se dajo še teh 10%, ven verjetno bojo krila potem prostovoljno. Pa kakve pakete uvedli, ne? Dejstvo je, da s temi 10%, ki je minimalni strošek zavarovanja, se regulira tržno. Druge zauzdanje. In že danes, veste, tudi fiksna protetika, ne? Imate zelo zakomplicirana pravila, kdaj vi lahko pridete do mostička. Ne pride vsak do mostička. To morajo 3 zobje v zadnji manjka, da vas zavarovanje se sploh mostiček prizna. Na enem zobu morate imeti pa v spredi, mislim, da 4 plošče plombo, v stranskem sektorju pa tropostovno plombo, če bi skoro prevleko potem. Tako da v bistvu že oni tudi zaprejo vrata dostopnosti že z svojimi pravili. Tako da fiksna protetika, jaz sem odgovoril pacienti, ki hočejo v javnem sistemu na neko kompleksno fiksno protetiko zelo dolgo čakajo. Ker treba se tudi to realizira, ker potrebnik potrebuje bistveno več časa, da to naredi. Pri temi protetiki je to bistveno hitreje. V roku enega tedna je pacient saniran. Pri fiksni protetiki pa v javnem sistemu je mesec ali več. Ker je za tem še zobotehnika. Treba pa zasebnemu, bo pa v enem tednu uredil. Ja, 10% več bom plačal, namesto 90 evrov bom dal 100 evrov, karikirano. Ne? Zato sedimo danes tukaj vsi ljudi, ker pa seznavamo ta problem. Jaz sem recimo čisti zasebnik, da ne bom zdaj tako zmijal, da se jaz razkazujem. Namreč zasebniki imamo v tem času, ko se sesuva javni sistem ali pa je nedostopen, imajo zasebniki ali pa čisti zasebniki še več dela. Tako da tukaj, ampak v mojo ambulanto prihajajo pacienti, ki načeloma ne bi izbrali zasebne ambulante. Pravi, iščejo čisto drugačne storitve, prvo pomoč ali pa so obupani, če nikako ne pridejo na vrsto. Tako da meni tudi ni fajn, ne da mi ni fajn, preprosto ni prav, da taki pacienti so primorani izbrati neko, pa konec tudi dražji plačati. Jaz nisem nikakor subvencioniran v narekovanju strani zdravstvene zavarovanja. Pa bi si želel, da bi moji pacienti imeli enake pravice. Oni so se zavestno odločili, da ne bodo koristili javnega zobozdravstva, da ti koristijo ali kvalitetno storitev, ali pa da prej pridejo na vrsto. Pravi, če bi se ta del sodelovanja javnega zasebnega vsaj do neke mere izoliral, ne bi sicer tega počutili. Mi bomo kot zdravniška zbornica v aneksu številka 2 predlagali 100 novih programov za odraslo in mladinsko zdravstvo. S tem je zagotovljeno tudi 30 milijonov evrov, če ste vsi imeno. Vemo, da so bistveno bolj pereči problemi v našem zdravstvenem sistemu v tem trenutku kot mogoče za zdravstvo, ampak to je en korak k temu, da mogoče fiksne protetike v prihodnosti ne izuzimo in pustimo ven. Ker zdaj smo tudi to sistemiki, bomo mogli personaliti tistega vina, kakor ljudje pravijo, pa poja to več ne gre, ali pa bomo več sredstva dali v ta sistem. Pa se tam to je treba pač javnosti povedati, ker ta razpihovanje, da te pravice imamo, pa mi vsi upažemo, da jih noben ne more koristiti, to pač preprosto ne gre. Nekdo mora povedati, kaj je.